Živjo, 9. epizoda, najdi svoj stil. Ja, do 9. epizode smo prišli in še kar nadaljujemo. Še par hudih idej imam, tako da če si še nisi pogledala ostalih videov, v opisu spodaj imaš playlisto, kjer jih je vseh prejšnjih 8 noter. Danes vam bom pokazala, kako lahko prišparaš denar pri spletnem nakupovanju in sicer dva ful dobra hacka, enega za spletne trgovine in enega za tuje trgovine. Pa si pojmo pogledati. Danes bomo pogledali dva extensiona za Chromie, ki ti lahko prišparata denar, en v slovenskih trgovinah in en v tujih trgovinah. Extension oziroma razširitev je tako kot en mali programček, ki ga inštaliraš v svoj Chromie brskalnik in potem se ti odpre samo takrat, ko ga pač ta spletna stran potrebuje. Prvi, ki si ga bomo pogledali, je slovenski produkt spletne strani ceneje.si. Sigurno jih poznate, tja greš vedno preveriti cene raznih aparatov oziroma pritimač kjerkoli izdelka, ki ga kupuješ, zato da vidiš, v kateri trgovini je najcenejši, ker ti lepo zlistajo, v katerih trgovinah so oni vse opazili, da ta izdelek obstaja in kakšne so cene v teh trgovinah. Super spletna stran, jaz jo vedno uporabljam, karkoli kupujem, še posebej elektroniko ali pa belo tehniko, zato ker tam se lahko cene v različnih trgovinah razlikujejo tudi za par 100 evrov, kar pa ni več toliko nezanemarljivo, a ne? Pride pa tudi zelo prav za oblačila ali pa obutev, če iščeš kaj zelo specifičnega, kakšno specifično znamko oziroma specifičen model čevlja. Pa si pojmo pogledati. Da si naložiš ceneje.si extension, klikneš na link v opisu tega videa in pripelje te direkt na tole stran, na extension store v Chromiju. In potem vse, kar moraš narediti, je, da klikneš tale gumb dodaj v Chromie, add extension, počakaš par sekund in tada! It has been added to your Chromie. Extension je bil dodan v tvoj Chromie in takoj začne delati, to je to. Zdaj, kako ti to preveriš? Enostavno iščeš v Google, ne vem, Converse Superge All Star red, recimo. In kaj se zgodi? Tlele zraven ti pokaže točno vse, kaj on najde, katere modele, s katerimi cenami, katera je najcenejša cena in potem lahko ti greš naprej raziskovati. Meni velikokrat tudi ful prav pride, če me sam pač zanima, kakšna je cena tega izdelka v Sloveniji. A ne? Klikamo recimo na tole in potem počakamo trenutek, da se to vse naloži in da on pogleda vse ponudbe, v katerih se nahaja ta poseben Superg, a ne? In kot lahko vidiš, tukaj imaš 3 trgovine. Zdaj tle, ta cena spet, razlika v ceni spet ni toliko velika, ampak 7 evrov pa 7 evrov. Če ti je čisto vseeno, kje boš kupil eno zadevo, pa če lahko nekje prišparaš 7 evrov, zakaj pa ne? To je eno kosilo, a ne? In točno vidiš, evo, Rossi Shop ima za 63 evrov in je pač tudi certified shop, tako da veš, da je vse v redu, če tam kupuješ. Tako da, če želiš potem kupiti, greš tlele na več o ponudbi in potem te vrže na spletno stran, ki ima najcenejšo ponudbo. Tukaj se delo ceneje.si zaključi, oni so ti sam povedali, katera spletna stran ima najcenejšo ponudbo, potem pa ti vse ostale nakupe opraviš na spletni strani sami. In to mi je ful fajn, v bistvu pač sam en posrednik, ki ti pove, ni treba čez vse lahko sam tle to klikneš, a ne? Ali pa pazi to, lahko to sprobamo. Recimo, da kupuješ nov telefon in rečemo Samsung S8, malo nas interesira, malo gledaš reviewje, malo gledaš, kaj se dogaja, ampak po drugi strani vidiš pa, da imaš tle ful enih različnih izdelkov in lahko direkt klikneš na ta prvega in vidiš te razlike v ceni, ne? Tako da zdaj je razlika med najcenejšim pa najdražjim telefonom dejansko 285 evrov. To je skoraj 300 evrov razlike za isti telefon, z isto spomina, mogoče za isto barvo, za Arctic Silver. Ista barva, isti spomin, isti telefon in vsi so novi telefoni. A razlika je 300 evrov za absolutno isti telefon. Treba pogledati na vsako stvar, vedno karkoli kupuješ, še posebej, če gre za tehniko, poglej si na ceneje.si.
Tako da to je ena izmed tistih spletnih strani, ki jih imaš med bookmarki v telefonu. Ker se sprehajaš okoli, nekaj rabiš kupiti, hitro pogledaš, ok, cena tle je tok, jaz vidim ceno tle tok, lahko grem tam kupiti, poštnina, ni poštnine, je poštnine, super, rabim takoj, ne rabim takoj in tako zelo hitro prideš do veliko boljše cene za izdelek, ki ga hočeš kupiti. A veš, včasih smo to mogli peš iti delati, ne? Pa si mogel iti peš od ene do druge trgovine preveriti, kakšne imajo cene. Danes imamo internet, jej, uporabili to. Ta drugi extension, ki je ful priročen, če kupuješ v tujih spletnih trgovinah, je Honey. Honey ti v bistvu preveri vse spletne kode za popuste, ki jih ljudje vpisujejo noter in si jih v bistvu shrani, tako pri sebi, in jih pol pri tebi izproba vse te kode, da najde, kjera ti prinese največ popusta in dejansko uporabi tisto, katera ti bo na koncu prinesla največ popusta. Uporabila sem jo na Shein, na ASOSu mi je že tudi prijel pa najdel dobre kode. Na določenih straneh dobiš samo Honey Gold, ki ga lahko potem za nek minimalen popust naučiš, ampak še vseeno, a veš, v vsakem primeru bi bukiral prek Bookinga, ali pa ne vem, v vsakem primeru bi šel kupiti letalske karte prek Kivija in če lahko tam dobiš še eno mini dodatno ugodnost, zakva pa ne? In isto deluje, vklop se samo takrat, ko ti dejansko lahko pomaga, samo takrat on se odpre in ti reče, jaz ima pa mogoče popust zame, daj me klikati in pa ga klikneš in on to sprocesira in pa vidiš, kaj dobiš ven. Jej! Honey je pa naprimer, ki ti kupuješ na spletni strani in če ima on kupone za tisto spletno stran, se ti bo takrat, ko bo čas za kupone objavljati, takole pojavil na strani. In pol daš ti sam apply coupons in pol on gleda in meša in vidi, kakšna je situacija in če lahko ti kaj najde kakšne popuste, in v veliki večini najde vsaj par dolarjev dol. Da vidimo. To včasih malo traja, sploh če je velik kod za kakšne ogromne spletne strani, naprimer na ASOSu mi ponavadi mail je tako 4 minute, da najde vse kode. Ok, pa da vidimo. You already have the best price. Ali pa naprimer na eBayu, ajde, da gremo na eBay, pa ajde, da kupimo neke mačke tle, recimo, a ne? Add to cart. Sem da nam po nesreči kupila tega. Evo. In če ne drugega, imaš pa tale goldek. In sam klikneš Activate Rewards. In potem... Da, in na ta način dobiš malo tega Honey Golda back in potem lahko pač dobiš nazaj kaj, a ne? Naprimer, jaz imam tlele 355 golda, sem nabrala v teh strašnih časih, ko imam tale, kako se že reče, accountek tukajle, a ne? In pač rabiš 1000 golda minimum, da dobiš $10 gift card, pač. Pa da, pač 1 gold je 1 cent. Obedve te dve razširitve sta brezplačne in vklopile se ti bosta sam takrat, ki jih dejansko rabiš oziroma sam takrat, ki ti dejansko lahko pomagajo. Edino, kar je mogoče, da malenkost upočasnijo odpiranje Chromija na starejših laptopih, ampak če imaš sam te dva in če nisi pač tak entuzijast, ki jaz, ki imam 65 različnih extensionov, a ne, ne bo nekega blaznega problema, ker se res vklapljajo sam takrat, ko dejansko rabiš nekaj, ne? Ko ti dejansko lahko pomagajo. Linke do obedveh teh extensionov imaš v spodaj v opisu, poglej si to, nalož si jih, pejt si jih zdaj naložiti, ker mi boš hvaležna, takrat, ko boš nekaj kupovala in se ti bo tisto odprl in boš tako, vidiš, ko mi je Tjaša rekla, nisi grem takoj naložiti. Vzame ti 3 sekunde, nič te ne stane, pa še kaj prišparaš na koncu. To je to z moje strani, bi pa ful rada izvedla v komentarjih, če poznate vi še kakšne načine, kako se da še prišparati pri spletnem nakupovanju. Lepo se imejte, pa se vidimo spet kmalu, sigurno v še eni epizodi Najdi svoj stil. Čau! Jaz snemam, no dobro, ker sem zelo imela en feeling, da nisem snemala, pa v redu. Honey, honey, how you thrill me, honey, honey. Extension je v bistvu, oziroma extension... Ok, no, to včasih ne traja, sploh če je velik kod.
Interesantno, sem pa je, to je pa to.